Dober večer, lepo pozdravljeni vsi skupaj, obiskovalci knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. Nocoj prvič preko takega orodja Zoom gostimo strokovno predavanje. Predavateljica gospa Nevenka Breznik je že z nami in jo lepo pozdravljam, dober večer. Gospa je diplomirani inženir agronomije in sodelavka kluba Gaja, s katerim pripravljamo tole predavanje z naslovom Zeliščni vrt in upam, da bo to za nas vse koristno predavanje s koristnimi informacijami, tako da se veselim tega predavanja in vam predajam besedo, gospa Nevenka Breznik, izvolite. En lep večer tudi v mojem imenu vsem poslušalcem. Naše predavanje glavna tema našega predavanja bodo zelišča. In sicer se bomo pogovarjali predvsem o pridelovanju zelišč, o pogojih, ki jih posamezna zelišča potrebujejo. Malo jih bomo razdelili na enoletna, dvoletna in trajna. Malo bomo povedali tudi, zakaj jih uporabljamo, pa kakšne zdravilne snovi imajo, pa potem nekaj o obiranju in shranjevanju. Tako da jaz predlagam, da kar začnemo. Torej gremo kar za to temo zelišči. Zelišča ne bomo sadili še zdaj, tako da je pa fajn, da imamo to predavanje zdaj v marcu. Zelišča navadno sadimo potem nekje v aprilu oziroma v maju, tako da se zdaj pripravite, pa da naredite kakšen načrt sajenja, pa večkrat zveste malo o pogojih in o načinih sajenja in tudi same oskrbe. No, zdaj, kako imamo ta zelišča nasajena? Večinoma spadajo pod zelenjavni vrt, jih sadimo zraven določenih vrtnin, lahko jih imamo pa čisto posebej. Tukaj ta zgornja slikca, zgornja leva slikca, vidite zeliščno spiralo. Znano je, da v eni takšni obliki zelišča zelo dobro uspevajo. Potem imamo tukaj skalnjak. Večina zelišč rabi več sonca, pa tudi ne preveč vlage, tako da jim je v skalnjaku prav všeč. Potem tukaj spodaj je pa ena taka zelenjavna gredica oziroma zeliščna gredica, kjer ima vsako zelišče tudi svojo oznako, da vemo, za kaj gre. Zelišča so lahko v kombinaciji tudi s kakšnimi trajnicami, plezavimi ali pa pokrovnimi. Lahko so lepe obrobe kakšnih poti, lahko rastejo na brežinah, tudi malo bolj strmih, se ravno tako čisto v redu tam počutijo. Lahko jih imamo pa na balkonu, so nam mogoče še najbolj dostopna. Potem to tako vidimo še vedno na balkonu, na razne načine, lahko so preprosto v balkonskih koritih, lahko posebej v lončkih, lahko imamo več zelišč v eni posodi, v enem zabojčku, lahko posamično zelišče v posamičnem lončku. Skratka, teh možnosti je ogromno. Lahko jih kombiniramo, tukaj vidite kombinacija z jagodami, z okrasnimi rastlinami, z vrtnico in podobno. In vse skupaj je lahko prav ena taka lepa zasaditev, ker končno so nekatera zelišča tudi na pogled zelo lepe rastline in zdaj jih prav lepo se da kombinirati tudi recimo z balkonskimi okrasnimi rastlinami. No, potem bolj v hladnejšem delu leta jih pa lahko prestavimo noter in jih imamo potem nekje na eni svetli okenski polici. Nekatera se tam tudi prav dobro počutijo, ne pa vsa. No, pa zdaj gremo na posamična zelišča. Zelišča bomo razdelili na enoletna, dvoletna in trajna, pa bomo potem o večini izmed teh nekaj povedali, ne pa o vseh, ker jih je malo preveč. No, pa če si pogledamo enoletna zelišča, tista, ki jih mogoče najbolj poznamo, sigurno baziliko ima verjetno večina od vas
Šetraj, tudi zelo preprost tudi za gojenje pa za uporabo. Mogoče imate malo v manjši meri koriander, pa potem sigurno vsi poznate koper, pa kamilico. Krebulica je mogoče taka, ki nam je malo manj znana, je pa obenem eno zelišče, ki ga lahko zelo zgodaj posejemo in potem tudi zelo v kratkem času po setvi tudi uporabljamo. Tolščak, tudi mogoče majčkeno manj znan kot zelišče, pa imamo pa vrtno krešo, ki je tudi sigurno vsi poznate, pa kumina, ki je tukaj, ki je dvoletna, in pa majaron. To je en tak malo osnovni, bomo rekli, izbor teh zelišč, jih je še veliko, ampak zaenkrat bo to za današnje predavanje. To, kar se tiče enoletnih. Zdaj bomo najprej pogledali enoletna, potem bomo šli pa na trajna zelišča. No, tukaj imamo najprej baziliko. Baziliko se pravi, vsi poznate, vsi gojite. Nikakor je ne smemo saditi pred majem, ker je toploljubna rastlina, potrebuje veliko toplote, potem rahlo, humozno, toplo prst, navadno ob sajenju dodamo organsko gnojilo, lahko je recimo Plantela organic, lahko je Bioplantela Nutrivit, razna organska gnojila. Potrebuje pa, to je v bistvu najbolj pomembno za baziliko, da potrebuje sončno in zavetno lego. Nekje na hladu pa senci bo zelo slabo uspevala. Sicer bo nekaj rasla, tudi če posadimo v senco, nekaj malega bo od nje, ampak bo hirala, rast ne bo nikamor napredovala, ne bo imela toliko lističev, bolj gola bo, hirala bo. Skratka, ne splača se baziliko saditi na neko hladno, mokro oziroma senčno lego. Rekli smo, sadimo v drugi polovici maja. Navadno jo sadimo takrat, ko sadimo tudi plodovke. Se pravi, rečemo, da v drugi polovici maja lahko že z veliko verjetnostjo rečemo, da kakšne hude pozebe več ne bo. Kar se tiče oskrbe, bazilika rabi dosti zalivanja in nam tudi pokaže, kdaj ga ima premalo. Preprosto se pobesi, oveni, tako da čisto zagotovo vemo, kdaj je potrebno malo zaliti. Lahko jo pa tudi malo dognojujemo. Ne preveč, ker potem bo samo divjala, pa ne bo enake arome, kot jo rabimo. Pri zeliščih na splošno, mogoče kar na tem mestu povemo, se splača poudariti, da ne rabijo prav hudo veliko hranil. Ker bolj, ko jih dognojujemo, bolj rastejo, obenem pa je aroma slabša. Mi pa v bistvu zelišča gojimo zaradi arome. Potem, zdaj kaj, zaradi česa gojimo z baziliko? Bazilika vsebuje veliko eteričnih olj, blaži krče v želodcu pa v črevesju, pomirja živce, deluje protivnetno, pa še kaj bi našteli. Potem gremo na šatraj. Šatraj je tudi eno tako zelo pogosto zelišče. Navadno ga sadimo ob stročnice, medtem ko baziliko sadimo ob plodovke, se pravi paradižnik, kumare, kakšna paprika in podobno. Skratka, bazilika se ujame z večino vrtnin, medtem ko tukaj pri šatraju, šatraj pa večinoma sadimo ob stročnice. Mogoče si je najlažje tako, da zapomniti, da tam, kjer tista zelišča, ki se dobro ujemajo z določenimi vrtninami v kuhinji, se bodo s temi istimi vrtninami ujemale tudi na vrtu. Tako nekako, tako si je najlažje zapomniti, ne? Torej šatraj, tudi šatraj rabi sončno lego, ne mara premokrih tal, dobro prenese sušo, kar je nekaj, kar je zelo pomembno pri šatraju. Če boste šatraj malo bolj globoko posijali, potem verjetno ne bo niti vzklil, ne boste imeli nič od njega, ker rabi svetlobo za kalitev. Tako da, ko ga posejemo, seme zelo na tanko pokrijemo s prstjo, nikakor ne, da ga prav na globoko vtikamo noter v prst. Sadimo ga v maju,
Zdaj pri šetraju uporabljamo te sveže zelene liste. Veste, da najbolj diši, to velja za večino teh dišavnic, pa zelišč, najbolj dišijo pred cvetenjem pa med cvetenjem. In navadno tudi večino pobiramo tik pred cvetenjem, tiste, kjer ne pobiramo cvetov, ampak liste. No, in takrat ga odrežemo v šopih, damo sušiti, potem, ko se malo posuši, osmukamo suhe lističe, pa shranimo nekje v kozarcih. Ne jih shranjevati v kakšnih plastičnih vrečkah, tam pogosto se potem kakšen kondens pojavi, pa začnejo plesneti, pa gniti ta zelišča. Šetraj vsebuje veliko eteričnega olja, blaži krče, krepi želodec, pomaga pri boljši prebavi. No, pa si poglejmo koper. Koper pa zraste kar visoko, rabi zelo sončno mesto in vlago. Koper je treba dosti zalivati, če ga bomo sadili v kakšna zelo propustna, sušna tla, ne bo slabo uspeval. V vsakih tleh se mu splača dati zastirko. Zdaj, ali damo malo pokušene trave, ki naj ne bo čisto sveža, ampak malo posušena, ali damo kakšno, pač kakršnokoli organsko zastirko damo zraven. Rahla tla tudi rabi, se pravi ne pretežka, pa mogoče ga ni lih prav zelo dobro saditi zraven korenja ali pa paradižnika, tam nam ne bo dobro delal. Sejemo ga, če vzgajamo sadike, ga posejemo že v marcu, potem aprila, pa seme sejemo lahko na prosto, bolj proti koncu aprila, sredina aprila, tako nekako. Tisto, kar uporabimo pri kopru, so sveži listi, pa vejice z cvetovi. Koper včasih porabljamo zraven kakšnih kumaric, ki jih vlagamo, pa lahko kakšno vejico damo zraven. In podobno, semena kopra so pa lahko tudi namesto kumine. Tisto, kar vsebuje, je kalij, kalcij, magnezij, veliko ima C-vitamina, veliko ima karotenov, karotenoidov, eteričnega olja in na splošno, če bi rekli, kar se tiče zdravilnega delovanja, vpliva na boljšo prebavo, preprečuje napenjanje, deluje pomirjevalno, pa še marsikaj bi lahko našli, kar se tiče teh zdravilnih učinkovanj. No, tole je pa koriander. Koriander, mogoče imate ga malo manj, se ga pa splača gojiti, zato ker ga je težko dobiti pri nas, tudi na tržnici ga nimajo prav velikokrat, če ga iščete, ne? Pa če ga najdemo, ima kar dobro ceno. Skratka, za rast potrebuje odcedna peščena tla, majčkeno bazično prst, če se da, v kislih tleh bo malo slabše uspeval. Zdaj, kar je pomembno pri koriandru je, pri koriandru uporabljamo liste in pa semena. Zdaj, če uporabljamo liste, potem lepši uspeva na senčni legi, bomo imeli več od njega. Zakaj? Ker takoj, ko bo sonce, bo šel v cvet. In takoj, ko gre v cvet, ga za liste ne moramo več uporabljati, ker nimajo prav nobenega okusa, so v bistvu potem postanejo dosti neužitni. Medtem, če ga pa uporabljamo za semena, potem se ga pa splača imeti na soncu, da pač čim prej zacveti, in potem, ko zacveti in ta cvet dozori, potem lahko poberemo semena. Sejemo ga tam nekje aprila, maja. Dosti nezahtevna rastlina je na splošno. Če je suša, ga je treba malo zaliti. To se pravi, kaj uporabljamo, rekli smo liste, samo do cvetenja, potem pa semena. Semena pač pobiramo, ko se obarvajo rjavo. Koriander ima dosti ugoden učinek na prebavila. Če žvečimo semena, ne bomo imeli zadaha, sprožimo tudi izločanje želodčne kisline. Lahko pa so nekateri tudi alergični na ta semena. Zdaj, liste, zakaj uporabljamo liste? Liste lahko date v solate, lahko date
pravzaprav kamorkoli so lahko za svežo uporabo ali potresete kakšne juhice in podobno. No, gremo naprej. Tole pa krebulica. Krebulica, to je mogoče tudi majčkeno manj poznate. Ima zelo dobro lastnost, v primerjavi z vsemi zelišči je najmanj občutljiva na mraz. To se pravi, mi lahko tole sejemo že zdajle. Lahko že naslednji teden tole mirno posejete in pa če hočete imeti preskrbo s krebulico čez celo leto, se jo splača sejati večkrat, v zamiku nekih tednov, ker tudi rabi zelo malo časa od setve do tega, da jo lahko že uporabljamo. 6 tednov, čas tudi manj. Čist dobro uspeva v polsenci, nekje na zmerno vlažnih tleh. Zdaj, kaj uporabljamo? Krebulica izgleda tako kot en tak peteršilj, en tak zelo fin peteršilj, pravzaprav je lepša kot peteršilj na prvi pogled. Take nežne blazince teh listov, listi so zelo sveži, nežni, nimajo pa okusa tako kot peteršilj, ampak malo drugačen, majčkeno eksotičen, malo po janežu. Tudi cvetove lahko drugače uporabljamo. Cvetove uporabljamo za kakšen čaj, pa sok, ki deluje malo razkuževalno. Drugače liste, pa sami listi in kot samo zelišče pa pospešuje presnovo, čisti, krepi, pomirja, odvaja vodo, pravi, da celo pomaga proti ledvičnim kamnom. To je staro zelišče, menda so ga uporabljali že Rimljani, pa potem naprej. Mogoče je v zdajšnjem času majčkeno pozabljeno. No, tole je pa majaron. Majaron potrebuje pa veliko toplote, sonce, prepustna, lahka, humozna tla. Pred sajenjem damo malo organskih gnojil, lahko recimo organik. S tem pa ne prehitevati z setvijo. Sejemo šele maja, zaradi tega, ker je občutljiv na mraz. In potem, ko posejemo, potem lahko tudi to majčkeno razredčimo, to setev pa posejemo, pa presadimo potem na razdaljo tam 15 centimetrov. Prvi veste, da pri majaronu, kar se pobira, so te sveži vršički, tik preden se zeleni popki odprejo, zelišče porežemo, pa ga damo potem sušiti. Vsebuje veliko grenčic, čreslovin, eterična olja. Majaron je pogost, uporabljamo za kakšne omake, za mesne jedi, za juhe, enolončnice, še pa še, ne? Kar je zelo, zelo aromatičen. No, tukaj, toliko bi bilo v teh enoletnih zelišč. Zdaj pa gremo na trajna, ki jih je tudi veliko. In sicer, če jih nekaj naštejemo, kaj pomeni enoletno pa trajno, mogoče, če kdo ne ve. Enoletno zelišče pomeni, da potem da ne zdrži zime, da potem jeseni, ko zahladi, to zelišče propade, če ga pustimo zunaj. Imamo pa vedno možnost, da ga izkopljemo, pa ga damo v lonček, pa ga preselimo potem nekam noter na toplejše. To je vedno možnost pri teh enoletnih. Ali pa pač, kakšni se tudi sami zasejejo, se ohranjajo semeni, pa nam jih sploh ni treba vsako leto potem posebej sejati, ampak bomo videli, tudi če je tista rastlina propadla, bomo potem spomladi videli, da se bodo iz semena spet pognale nove rastline. No, trajna zelišča pa preživijo zimo pri nas. Včasih jih je treba malo tudi zaščititi, ampak večinoma so odporne na mraz. Torej, med njimi največ gojimo pehtran, pa sivko, luštrek, poprovo meto, meliso, origano, rožmarin, šnolimonino travo tudi v zadnjih letih, pelin, žajbelj, pa timijan. In zdaj bomo spet malo pogledali vsako posebej, ne bomo čisto vsa, ampak tiste nekake glavne predstavnike. Pehtran si najprej poglejmo. Pehtran tudi rabi dosti toplo pa zavarovano lego. Mogoče se je včasih tudi pehtran malo več gojil, zdaj mogoče malo manj popularno.
Pehtran vsi poznamo v kakšnih poticah, štruklih in podobno. Potrebuje torej tudi nekaj toplote, pa zavarovano lego do sonca. Bogata humusna tla, tam rad malo, da ga pognojimo, to se pravi ob sajenju mu recimo dodamo Bioplantela nutrivit. Pa potem sadimo ga v aprilu. Pehtran navadno kar kupimo sadike ali ga preznožujemo s potaknjenci. Bistveno je, da so korenine vedno vlažne, tako da je tudi fajn dati kakšno zastirko oziroma skrbeti, da so tla vedno majčkeno vlažna. Prav v kakšnih suhih, preveč odcednih tleh bo slabo uspeval. Uporabljamo poganjke, to se pravi tele zelene poganjke, te lahko uporabljamo sveže, dodamo kakšnim jedem, lahko jih pa tudi namočimo v kis, pa jih imamo potem shranjene. Pehtran je znan, da pospešuje odvajanje vode iz telesa, obenem pa tudi vzbuja tek. Tole pa sivka. Sivko tudi zelo veliko gojimo, mogoče ne kot zelišče, ampak tudi kot okrasno rastlino. Zelo lepo paše k vrtnicam, k raznoraznim okrasnim rastlinam, kjer je ne samo lepa, ampak ima tudi svoj namen. Namreč sivka zelo učinkovito odvrača najrazličnejše škodljivce s svojim vonjem. Zato jo tudi včasih odrežemo pa posušimo, pa jih imamo tudi doma. Doma damo recimo v omare, ker odvrača molje, tekstilne, pa razne druge tudi škodljivce. Sivka rabi sončno rastišče. Če bo rastišče senčno, bo vegetirala. Ne bo nič kaj dosti od nje. Sadimo jo v maju. Kar se tiče gnojenja, smo pa zelo varčni. Gnojimo zelo malo. Zaradi tega, ker če bi gnojili veliko, bi sivka sicer rasla, ampak ne bi bilo tega vonja, po katerem je znana, niti te arome. Obrezujemo navadno po cvetenju, čeprav tisto glavno je pa spomladansko obrezovanje. Vedno pa pazimo, da ne zarežemo v les. Po cvetenju pač obrežemo tisto, kar je odcvetel. Bolj oblikovno res, ker se da lepo oblikovati, to pa izvajamo potem zgodaj spomladi. Po zimi je na celini še vedno dobro malo zavarovati pred mrazom, čeprav je vedno več novih hibridov, ki so zelo odporni na mraz, tako da zdaj sivka v celinskem podnebju ni več nobena posebnost, tako kot je bila včasih. Uporabljamo te cvetoče vejice, dišeče cvetove, ki jih zvežemo v šope in jih potem sušimo. Torej, rekli smo, da odvrača molje, muhe, nasplošno odvrača insekte, obenem deluje pa tudi pomirjevalno, proti krčem, krepi živce. V vrtu, če jo sedimo v vrt, bo pa odganjala uši, mravlje, pa nasplošno tudi druge insekte. No, če gremo naprej, tole pa dobra misel, ali origano. Ta rabi izrazito veliko sonca in pa revna tla. To se pravi, tukaj pa kakršnokoli gnojenje odpade. Bolj, ko bodo tla revna, boljš mu bo šlo. Več bo imel arome, bolj bo podoben tistmu, kar pričakujemo od njega. Rabi toploto, to se pravi, nikakor ne sejemo pred majem. Zelo pomembno je pa tudi, da tudi tukaj podobno kot pri šetraju, ne smemo sijati globoko, ampak samo čist malo potisnemo semena v zemljo in jih sploh ne prekrijemo, pustimo jih na odprtem. Pri origanu pobiramo te liste pa vršičke, največ arome ima med cvetenjem, takrat, če ga hočemo sušiti, ga porežemo pa ga potem obesimo na glavo nekje, kjer je toplo, kjer ni prevlažno, in navadno tam, kjer tudi ni direktnega sonca. Vsebuje eterično olje, čreslovino, grenčice, krepi živce, deluje proti krčem, nekaj tudi proti kašlju, skratka ima tudi en cel kup enih koristnih sestavin in zdravilnega delovanja. Na tole je pa poprova meta. Poprova meta pa ima majčkeno drugačne zahteve kot druga zelišča, in sicer
prav dobro raste v senci, na vlažnem, v težkih tleh. Ob sajenju lahko dodamo malo gnojila, pa tudi če ga ne bomo dodali, bo dobro uspevala. Pri njej je problem to, da se prehitro širi. Tako da, če boste sadili poprovo meto in ji ne boste omejevali rasti, jo boste imeli kmalu zelo preveč. Tako da je najboljši recept, da se preveč ne razmnoži, da jo z lončkom vred posadite v tla. Lončke so tako imajo luknje, lepo so tam korenince in jih lepo date ven. Ali pa da jo sadite v posode, ker drugače boste jo imeli preveč. Fajn je, da če so stebla predolga, to velikokrat preveč zrastejo, jo potem kar do ene polovice skrajšamo. Razmnožuje se s koreninskimi izrastki in glih to je problem. Vse stvari, ki se razmnožujejo s koreninskimi izrastki, se strašno hitro širijo. Torej, kako jo uporabljamo? V bistvu uporabljamo sveže listje, ki ga obiramo vse poletje, navadno tik pred cvetenjem, potem rastlino porežemo, pa spet obesimo v šopih. Meta je tista, kar jo porabljamo večinoma za čaj, ker greje organizem, pa proti krčem je. No, tole pa rožmarin. Rožmarin je tudi eno pogosto zelišče pri nas. Veliko boljš mu uspeva na Primorskem, tam je lepo zunaj celo leto in mu ni hudega. Pri nas imamo pa največje težave s tem, kako ga prezimiti. In sicer nekaj časa še kar gre, tam do februarja, če imamo srečo, kar dobro preživi, potem pa velikokrat kar naenkrat propade. Ja. Tako da zna biti to problem. Gojimo ga, zato ga na celini gojimo v lončkih, pa ga potem pozimi predstavimo na kakšno hladno, svetlo mesto v hiši. Zelo pomembno je, da ga ne zalivamo preveč, ker rožmarin največkrat propade, ker ga malo preveč zalijemo znotraj. Bolj kakor zaradi temperature, pa tudi navadno imamo pretoplo, pa zaradi tega težko preživi, sploh v zdajšnjih hišah ali pa stanovanjih je težko najti eno tako hladno, svetlo mesto. Navadno so vsi prostori ogrevani, ne? Če pa že ni ogrevano, je pa mogoče malo temnejše, ne? Kjer pa spet ne uspeva. Pomembno pa je, da se vseeno koreninska gruda ne izsuši, tako da težko je najti to ravnotežje med ravno pravim zalivanjem in tistim, ki je že potem preveč. Zgodaj poleti, potem, ko ga damo ven, mu lahko dodamo nekaj gnojila, Bioplantela Nutrivit. Zelo pomembno, in tudi to je bistveno, vpliva na to, ali bo preživel zimo ali ne bo, je, da ga od avgusta dalje ne gnojimo in da ga manj zalivamo. Ker če ga bomo avgusta začeli gnojiti, oziroma če ga bomo še vedno gnojili, bo odganjal nova stebelca, nove poganke. Ti poganki so pa potem manj odporni na to, kar ga čaka med prezimovanjem. Zato je fajn, da takrat se pravi popolnoma prenehamo z gnojenjem in tudi čim manj zalivamo. Zdravilne snovi pri rožmarinu so eterično olje, smole, čreslovina in pa grenčice. No, tole pa žajbelj. Žajbelj tudi večina od vas verjetno pozna. Žajbelj se krasno obnese kot del okrasnega vrta, je tudi zelo dobra družba katerimkoli rastlinam. Zelo ga žlahtnijo, ga tudi na lepo barvo, ker je zelo, zelo veliko je teh hibridov v raznih barvah. Poleg tega, da je to lahko zelo lepa rastlina, je tudi zelo koristna rastlina, ker ravno tako kot recimo sivka zelo dobro odganja razne škodljivce. Rabi veliko sonca, če ga sadite v lonec, vzamete kar velik lonec in pa kakovostno glineno prst. Sadimo ga lahko že tam proti koncu aprila. Spomladi te grmičke, ki so se majčkeno preveč razrasli, skrajšamo, lahko ga tudi lepo oblikujemo.
Liste lahko trgamo tudi tukaj v bistvu kadarkoli, tudi takrat, ko cveti, ima dovolj arome, pravzaprav ima največ arome, malo pred cvetenjem. Najboljš pa je če ga potem shranjujemo, najboljše pa, da ga trgamo maja ali pa septembra. Vsebuje eterično olje, smole, čreslovine, grenčice, odvrača, smo rekli, razne listne uši, gosenice, tudi polže. No, potem gremo naprej. Tudi tukaj, tole rastlinco, ki vidite na sliki, potrebuje sončno, suho rastišče. Pomembno je, da ga nikakor ne gnojimo in spomladi grmiček majčkeno skrajšamo. Kar uporabljamo? Uporabljamo sveže poganjke, ga trgamo vse poletje. Tik pred cvetenjem pa potem, če ga rabimo shranjevati, ga pa porežemo, pa ga potem sušimo. Vsebuje veliko eteričnih olj, saponinov, smol, čreslovin in grenčice. No in zdaj pa pride na vrsto majčkeno bolj splošni del, zdaj smo si majčkeno pogledali vse tele rastline. Zdaj pa si bomo pogledali, kaj lahko sadimo skupaj, pa kaj ne. Večina zelišč se zelo dobro ujema med sabo, sploh ni nobenega problema. Kakšne pa se ne marajo tako zelo. Recimo drobnjak ni pametno saditi zraven majarona. Ali pa sivko. Sivko navadno paše povsod. Še najboljši se pa ujema, če imate kot zeliščni vrt zraven majarona. Majaron je pa slab sosed drobnjaku, recimo. Potem rožmarin se zelo dobro ujema z žajblom. Bazilika se dobro ujema z ognjičem, ne jo pa saditi zraven žajblja, timijana, pelina ali pa melise. Krebulica ima zelo rada drobnjak pa kamilico. To je nekaj teh osnovnih. Mogoče je tukaj malo manj izrazito kot posamične vrtnine med sabo, kateri so dobri sosedje, pa kateri niso. Je pa še vseeno dobro, vsaj do neke mere upoštevati te medsosedske odnose. No, pa si poglejmo še tukaj, kako se ujema med sabo kombinacije z vrtninami. Recimo, ker večino zelišč vendarle kombiniramo na zelenjavnem vrtu z vrtninami, tudi v loncih včasih. Zraven čebule bo zelo dobro uspeval janež ali pa koper. Zraven česna, krebulica pa ognjič. Zraven zelja lahko sadimo drobnjak, meto, ognjič, žametnice, to so sploh rastlince, zlasti ognjič pa žametnice, ki jih lahko kamorkoli damo na vrt. Potem koper, kumina, žajbelj, kamilice, boreč, krebulica, sivka, majaron, origano, rožmarin, žajbelj, timijan in pelin. Skratka, zraven zelja gre lahko večina zelišč. Ob cvetači bodo zelo dobro uspevale kamilice, meta, timijan, koper, kumina, ožepek, pelin. Zraven brokolija, poprova meta, kamilica, kumina, origano, rožmarin, drobnjak, timijan, pelin. Zraven boba, bazilika, šetraj. Šetraj smo rekli zraven vseh stročnic. Vrtna loboda, krebulica, majaron, rožmarin, timijan. Grah, zraven graha, koper, ognjič, gorjušica, meta. In zraven redkvice, žametnice, krebulica, koriander, drobnjak. In zraven solate, drobnjak, meta, bazilika, koper, krebulica, timijan. Navadno te rastline, tale zelišča, izboljšujejo tako zdravje, kot tudi okus vrtnin. Tako da se vsekakor, tudi če imate posebej
ki je zeliščni vrt, se splača nekaj teh zelišč sijati ali pa saditi tudi zraven vrtnin, ker bodo potem tudi vrtnine bolj zdrave in tudi bolj okusne. No, tukaj imamo primere načrtov, če sadimo neke vrtnine. Lahko recimo si predstavljate tudi v posodah, mogoče celo so bolj primerni teli načrti za posodo, pa si pogledajmo, kako recimo to kombiniramo. Naprimer, najprej izberemo navadno glavno kulturo, ki jo posadimo v eno večjo posodo. Zdaj, če bomo posadili paradižnik, lahko damo zraven kakšno rastlino špinače, pa baziliko, naprimer, in zraven še nekaj, da bo lepo izgledalo, pa tudi proti škodljivcem, recimo ognjič. To je ena taka lepa posaditev za večjo posodo. Lahko jo imate na vrtu, lahko jo imate nekje na balkonu, kjerkoli. Potem recimo, če gremo naprej, lahko imamo paradižnik, zraven sadimo nizok fižol, nekaj zelene, pa kapucinka kot zelišče in kot rožica, da bo vse skupaj lepše. Potem, če si izberemo kot glavno rastlino jajčevec, lahko damo zraven kakšno rastlino novozelandske špinače, potem pa timijan pa pehtran, naprimer. Pa potem, naprimer, papriko kot glavno rastlino, pa zraven drobnjak, pa temnolistno baziliko, pa ognjič. Pa recimo zraven kumare damo rdečo peso, pa nekaj solate, pa mogoče boreč. Ali pa, če imamo kumaro, lahko zraven damo ohrovt, pa mogoče sončnico. Zdaj luštrek je pa tukaj majčkeno vprašljiv. Luštrek se navadno splača saditi nekam bolj na samo, zaradi tega, ker velikokrat njegova lastnost je, da včasih zavira rast drugih rastlin. Je zelo uporabna rastlina, ki jo lahko uporabljamo za juhe, skratka vsestransko je uporabna, ampak včasih je najbolj, da ga damo nekam čist ob rob, tam mu bo najbolj všeč. No, tukaj vidimo na eni sliki, kako lepo kombiniramo zraven paradižnika, nekaj bazilike in pa peteršilja. To je ena taka klasična kombinacija, če imamo nekje v koritu, lahko jo imamo pa tudi nekje na vrtu. No, kako se potem lotimo, kako zasnujemo tak zeliščni vrt? Zeliščni vrt naj bo blizu kuhinje, ker je to preprosto najbolj enostavno. Zdaj, če si predstavljate, da zunaj zelo dežuje ali pa so neke neugodne vremenske razmere, pa se morate obut, pa ne vem, koliko daleč hoditi, ko vam recimo sred kuhe, ko vam zmanjka enega zelišča ali pa bi radi nekaj dodatno začinili, to ni najbolj primerno, tako da naj bo čim bližje. Pomembno je, da prostor obrnem proti jugu in tudi zaščiten pred vetrom. Rastline naj bodo lahko dosegljive, tako da se ne stegujemo čez vse druge rastline. Zelo praktična so zelišča na dvignjenih gredah ali pa kakšna zeliščna spirala, ker so zelo lahko dosegljiva. Drugače pa smo že rekli, imamo zelišča, lahko kombiniramo mešane posevke z vrtninami, jih imamo z okrasnimi rastlinami ali pa pač v posodah. Torej, ko delate načrt, zdajle je krasen čas za to, da delamo načrte, ko ne moramo še kaj sijati pa saditi. Zeliščem najprej določimo mesta. To se pravi tista, ki bodo visoko zrasla, damo malo bolj, jih narišemo v načrtu malo bolj zadaj, tista, ki so manjša, bolj prekrivna, malo bolj spredaj. Upoštevamo pravila dobrega sosedstva in tudi ugotovimo, koliko enih sadik pa koliko semena bomo potrebovali za našo površino. Pomembno je, da če imamo kakšna stara semena ali pa kakšna domača semena, ki smo jih lansko leto pobrali, pa ne vemo, a smo jih imeli na dobrem mestu, a smo jih dobro shranili, da mogoče preverimo kaljivost. Kaljivost preverimo zelo enostavno. Damo eno servetko, ki jo malo umočimo, potresemo semena in vidimo, koliko nam bo skalil. Če nam skali manj kot 40% semen, bo treba seme zamenjati. Potem se stvar enostavno ne splača, ker bomo imeli premalo. Ali pa pač ga posejemo toliko več. Tla za zelišča naj bodo odcedna, pH nekako 7 do 7,5. Sadimo v rodovitno zemljo in kompost. Prej odstranimo plevele, pa kakšne dodatne koreninice. Rekli smo, da zlasti za
tole meto, pa velja, da ker se preveč razrašča, da jo rajš posadimo v lonce, ki imajo luknje, da voda odteka. Sama oskrba je zelo, zelo preprosta, tako da to ima res lahko vsak. Vse, kar je potrebno, je, da zelišča sem pa tja obrežemo oziroma odstranimo tisto, kar si želimo, odstranjujemo odmrle dele. V posodah jih je treba malo več zalivati, ker morate se zavedati, da katerakoli rastlina v posodah rabi malo več oskrbe. Omejena je na tisto malo zemlje, kolikor jo ima, in tako da se ta zemlja hitro posuši, je treba malo več zalivati, občasno tudi dognojiti. Tam, kjer uporabljamo mlade liste, jih preprosto rastline obrežemo, odrežemo potem tudi odcvetele cvetove, razen tistih, kjer bomo potem dobili seme. No, jesen je treba pa nekatera zelišča majčkeno zaščititi in tista seveda tista enoletna, ki smo rekli, pa jih tudi presaditi mogoče v posodo oziroma jih prenesti v notranje prostore. Če imamo zelišča na balkonu, naj lončki ne bodo na prepihu, lahko sadimo več zelišč skupaj v večje posode. Pri tem je seveda treba upoštevati potrebe posameznih zelišč. Recimo, tiste, ki imajo rade suho podlago, recimo, če pogledamo materina dušica ali pa sivka, naj ne rasteta skupaj s tistimi, ki pa imajo radi več vlage, na primer peteršilj ali pa koper. Pozorni smo potem tudi na njihovo življenjsko dobo, če sadimo nekaj zraven trajnih rastlin, moramo vedeti, da se bodo te trajne rastline potem razrasle. In tiste enoletnice bodo sicer prvo leto super uspevale zraven, potem pa jih bodo verjetno trajnice prerasle, zadušile. Lahko se pravi jih gojimo na splošno ta zelišča malo kombinirano, malo notranjosti ali pa malo potem tudi zunaj. Kar se tiče lege, večina začimb in večina zelišč potrebuje sonce, pa zavetno lego, pa nevetrovno lego, če gledamo zdaj na balkon, ne. Če pa malo imamo sence, pa tudi ne bo kaj hudega, saj za večino zelišč ne bo nič kaj, nobene tragedije. Torej, pomembno je, kakšno zemljo izberemo. Za zelišča si lahko sami pripravimo zemljo iz mešanice rodovitne vrtne zemlje, recimo tale Bioplantela, univerzalna zemlja za biovrt in cvetje je zelo primerna za zelišča, lahko pa dodamo še nekaj zraven mivke, da bo majčkeno bolj rahla. Lahko recimo tudi dodamo neki substrat za zelenjavo, malo mineralne podlage, pa nekaj glinopora oziroma črepinj za drenažo znotraj. Torej, rekli smo, zelo pomembno je, da skupaj sadimo rastline, ki imajo podobne potrebe. Tukaj recimo nekaj kombinacij, materina dušica, pa origano, pa žajbelj recimo skupaj, ki nobena od teh rastlin ne rabi veliko vode. Potem pa recimo meta pa melisa za bolj vlažne razmere. Posoda, v katero bomo sadili, mora imeti na dnu luknjo, da lahko odteka voda. Smo rekli, damo drenažo, potem pa, ko to posejemo, pa sadimo, pa dobro zalijemo vse skupaj. No, tukaj spet vidimo, kako recimo kombiniramo z balkonskimi rastlinami, oziroma okrasnimi, damo peteršilj, kovačnik, pelargonijo, lahko bi dali karkoli drugega tudi namesto peteršilja, še kakšno drugo zelišče. Rožmarin, mleček pa pelargonija se tudi lepo ujemajo. No, zdaj kako oskrbujemo vrt na balkonu. Rekli smo, da tista zelišča, ki so v lončku, je treba majčkeno bolj zalivati. Če je zelo, zelo velika vročina, kar pustimo nekaj vode v podstavku, drugače pa če pa spomlad pa jesen, ki je pa veliko vlage, je pa boljše, da to vodo odlijemo. Nekatera zelišča občasno dognojimo. Najboljše, da zalivamo zjutraj, da se potem to posuši s postano vodo. Tista zelišča, ki jih bomo pa nameravamo prezimiti, ki smo jih prezimili, potem tudi spomlad lahko presadimo v malo večji lonec, pa dodamo nekaj organskega gnojila. No, potem tudi še prezimovanje. Če majčkeno pogledamo, zdaj ni pač ta čas, zdaj ste prezimili, kar ste prezimili, ampak je fajn tudi takrat, ko sadimo,
vedeti, kako bomo potem prezimovali, imeti en načrt. Torej, večino zelišč, teh enoletnih, lahko prenesemo v stanovanje, pa gojimo naprej. Zberemo svetu topu prostor na okenski polici, razen recimo za rožmarin. Rožmarin potrebuje hladen prostor, hladen pa svetu. Prostor je v notranjih prostorih zelo suh, zato je pomembno, da poskrbimo za vlago. Lahko damo kakšen večji podstavek, nanj postavimo glinopor, pa dolijemo vodo, in s tem ustvarimo dosti vlažno mikroklimo. Enoletna zelišča, recimo krešo, lahko vedno sejemo tudi v notranjih prostorih. Recimo lovor pa rožmarin, smo rekli, pa rabita prek zime malo več počitka, tako da tam ne bo pa temperatura nekje 10 stopinj, smo rekli hladen prostor, pa svetu prostor. No, kako, zdaj smo pa pri shranjevanju, kaj potem naredimo s temi zelišči? Zelišča lahko sušimo in potem, ko so se popolnoma posušila, se v bistvu zdrobijo, pa se jih spravi v steklene kozarce ali pa v kakšne papirnate vrečke. Lahko jih tudi zmrzujemo. Zmrzujemo navadno tiste, ki imajo malo večji delež vode, recimo peteršilj, origano, bazilika, limonska trava, meta in podobno. Sama sveža zelišča, ki jih obiramo, jih mirno lahko shranimo v nekaj plastičnih vrečkah ali pa posodah v hladilniku. Lahko pa naredimo iz zelišč tudi kakšen kis ali pa aromatično olje. Ali pa lahko naredimo kakšne omake, na primer pesto v kombinacijo s česnom, oreščki, oljčnim oljem, soljo, kakšnim sirom in podobno se tudi lahko shranjujejo in to so odlične omake v kombinaciji s temi zelišči. Torej, kako jih sušimo? Ko jih poberemo, jih obesimo z listi navzdol. Mesto za sušenje ne sme biti neposredno na soncu, ampak toplo, suho mesto. V prostoru naj bo temperatura tam, kjer sušimo, do 40 stopinj, ne več. Ne sme biti to vlažen prostor, zračen mora biti, brez direktnega sonca. Na soncu pa samo tiste zelišča, kjer uporabljamo korenine ali pa lubje. Koliko časa sušimo? Navadno toliko, da vidimo, da je suho. To je zelo povprečno, ker je zelo težko reči, odvisno od vremena. Nekako 3 do 8 dni za liste in cvetove in 14 dni za korenine pa lubje. Hranimo pa zelišča lahko približno 2 leti. Potem so pa že izgubljajo to hranilno pa zdravilno vrednost. Torej, če imamo zelišča, ki jih bomo uporabljali za semena, naredimo takole obesimo, potem pa cvetove oziroma te semenske glavice zvežemo, damo v neke gaze, v neko blago in se potem, pač ko ta semena dozorijo, se potem to nabere noter v vrečkah. Korenine pa pač očistimo, operemo, narežemo, naribamo, posušimo, lahko jih tudi stremo. Lahko tudi zamrzujemo, smo rekli, ali pa damo v zeliščno olje. Če delamo zeliščno olje, uporabimo olje, ki ima čim manj okusa, tako da je čim bolj nevtralno, čim bolj brez vonja. Potem ta kozarec postavimo na sončno mesto, ga vsak dan pretresemo in recimo po 14 dneh potem to vsebino precedimo. Recimo, če imamo sivko, uporabimo mandljevo olje za ta namen. No, in to je to pravzaprav, kar sem jaz pripravila. Zdaj samega predavanja. Zdaj pa, če želite, sem pa na voljo za vprašanja. Hvala lepa zaenkrat, gospa Nevenka Breznik, za tole lepo zaokroženo predavanje. Poglejmo, nekdo še hoče vstopiti, smo ga prej zgrešili. Zdaj pa ja, smo na voljo za vprašanje, kdor želi postaviti gosti vprašanje, naj kar tlele spodaj pri teh reactions, kaj tale smiley, tole rokco dvigne, pa mu bomo dali besedo. Ja, je kdo? Ste dobili že vse odgovore v predavanju?
Zdaj lahko tudi napišete spodaj, če nam kakšno vprašanje tlele v chatu, pa vam bomo potem odgovorili, prebrali pa odgovorili, kakorkoli vam je lažje. Kaj vas pa ponavadi vprašajo še po tako izčrpnem pogovoru? Pač še kakšno, karkoli v zvezi s kakšnim zelišči, s kakšnimi težavami z zelišči. Je res, da smo zdajle čisto na začetku sezone, pa skoraj noben nima zdajle trenutno nič, razen v stanovanju, ne, in kakšnih problemov posebnih ni, razen, se pravim, v zeliščih, ki jih imamo v stanovanju. Jaz bi imela eno vprašanje, oprostite, tamle dol ne morem klikniti na rokco. Veste kaj, jaz sem zeliščno spiralo in se mi je razrasel poprova meta in melisa tudi. In v bistvu, zdaj seveda pač to strižem, ampak kako bi jaz v bistvu se lahko znebila, ker meni melisa v bistvu je prerasla iz ene strani spirale na drugo in je pognala v bistvu kar vmes med, bom rekla, med temi kamni, ki so narejeni, ki je spirala narejena. Tole bo težko, ne, sploh pri meti, ki se s koreninskimi poganjki, ker tole bi bilo treba zdaj izkopati, ne. Je pa težava, ker boste težko skopali vse koreninske poganjke, ker kaj bo ziher noter ostalo, ne. Ja, nemogoče, sem že probala, pa v bistvu, ja. Zdaj s kakšnih herbicidom jaz ne bi šla, ne, ker zelišča imamo navadno v ekološkem vrtu, tako da se bojim, da bo treba to malo razdreti, a ne, pa na novo potem se skupaj sestaviti. Pa mogoče na kakšnem drugem. To bo pa kar težko. Zelo, mislim, kolikor boste uspeli fizično v bistvu vse prekopati, celo spiralo prekopati, odstraniti rastline, pa na novo zasaditi. In zdaj melisa, ne, je kar dosti velika rastlina in včasih, če imamo manjšo zeliščno spiralo, se to ne obnese, ne. Jo je boljše dati nekam posebej, poprovo meto pa v lončku. Obvezno v lončku. Poprove mete niti nisem zasadila, ampak očitno je prišla z vrtno zemljo, in meliso sem pa vsadila in je pa pol se pa kar precej razširila. Sicer se ni toliko moteče, no, ampak načeloma, malo jo je treba razrečiti na vsake toliko časa. Ja, pokopati, drugega, mislim, skopati, več korenin, kolikor se da, ja. Hvala lepa. Prosim. Tule v pogovoru imava še eno vprašanje. Tugomir sprašuje, katere enoletnice lahko presajamo iz lončkov v vrt? Praktično vse. Praktično vse, vendar šele maja. Nikakor ne prehitevati. Večino, razen kakšen peteršilj lahko že prej, drugače pa večina zelišč ima rada sonce in toploto, tako da tam od sredine maja naprej. Več pa vse, karkoli. Samo potem morate vedeti, da ko bo spet mraz, jih boste pa spet prenesel nazaj. Še eno vprašanje. Ja, izvolite. Sem hotela reči tiste, ki seveda mraza ne prenesejo, ne. Enoletnice nobene, praktično. Še eno vprašanje imamo. Kakšna je razlika med dobro mislijo in origanom, sprašuje Januška. To je v bistvu enako. Dobra misel je slovensko ime za origano. Ja. Hvala. Je še kakšno vprašanje? Majčkeno še počakamo, če ne bomo pa. Gospa Nataša Porenta, prosim, izvolite, vključite mikrofonček in zastavite vprašanje. Ne slišimo vas. Ne slišimo vas. Tukaj spodaj, ko imate tale mikrofonček, je zraven ena taka puščica, tisto kliknete in poskušate druge možnosti malo preveriti, če vam lahko kakšna omogoči glas. Še vedno vas ne slišimo. Mogoče rajši napišite dol na kratko v chatu. Sicer pa lahko napišete vprašanje v chat, tlele je tak okvirček, chat pa kar noter napišete. Bomo majhen počakali.
A ima še kdo vprašanje? Gospa bo zapisala vprašanje v naš chat. Pravi, da ji bazilika nikakor ne uspeva, da se pojavijo gosenice in ostajajo samo stebelca. Gospa Nataša je zastavila to vprašanje, izvolite, gospa Nevenka. To je vsako leto ali kako? Ja, to bomo zdaj težko. Zdaj, mogoče, očitno je bazilika že sama verjetno oslabljena. Verjetno niti mogoče nima dobrih pogojev. Bazilika rabi izrazito sončno lego, tudi majčkeno humozna tla, zavetno lego, da je dovolj krepka. Jaz mislim, da je vaša bazilika v osnovi že šibka in je potem hitra žrtev, česarkoli. Zdaj pa, če gosenice napadajo, verjetno, če imate leto, ko napadajo tudi kaj drugega, potem se zgodi, da bodo seveda tudi na baziliki. Potem mogoče jo dajte v lonček, pa jo nekam prestavite, malo bolj izolirano. Ja, žal vas ne slišim, vidim, da govorite, gospa, ampak žal čisto nič ne slišim, tako da mogoče še malo napišite spodaj. Ta čas bomo pa odgovorili še enkrat Januški, ki je še eno vprašanje zastavila. A slučajno veste, kje bi se dobila mačja meta in zakaj jo najbolj priporočate? Zdaj mačjo meto imamo pa malo bolj, v bistvu mačja meta je navadno bolj kot okrasna rastlina, kot trajnica, ki jo imamo, rade jo imajo mačke, mačke se rade noter malo valjajo in tako naprej. Zdaj dobi se vse povsod, kjer prodajajo trajnice. Mačja meta navadno ni neka redkost, saj po mojih izkušnjah ne, tako da mislim, da ne bi smel biti problem. Aha, tukaj gospa Nataša je napisala, da ima v lončku. Težko je reči, da zakaj gosenice napadajo, verjetno vam gosenice napadajo tudi kakšne druge rastline, ne samo baziliko. Mogoče je lego malo za spremeniti, zemljo za spremeniti in spet ponovno poskušati. Pri koriandru, gospa piše, da obožuje koriander, ampak nima sreče za vzgojo. Lejte, pri koriandru je tako kot sem razložila že tekom predavanja. Koriander, če ga gojimo za liste, verjetno vam gre prehitro v cvet, to se vam najbrž zgodi. Ja, tako. Prehitro gre v cvet, zaradi tega, ker ga imate na soncu. Koriander je tukaj občutljiva rastlina, tako da res dajte bolj na senco, v bolj hladna tla. Zdaj pri koriandru je pomembna je toplota tal, ne zraka. To se pravi, če se preveč segreje zemlja, potem bo šel izredno hitro v cvet in ne boste imeli nič od listov. Hladna zemlja mora biti, zaradi tega je boljše, da ga imamo v senci. Če ga pa gojite zaradi semena, tam je pa potem sonce, ampak izgleda, da ga zaradi listja. Ja, tako. A imamo še kakšno vprašanje? Zgleda, da smo odgovorili na vsa vprašanja naših obiskovalcev. Vsem se lepo zahvaljujem, da ste prišli poslušati to predavanje, najbolj pa naši predavateljici, gospe Nevenki Breznik, za to lepo zaokroženo predavanje s koristnimi informacijami. Želim vam lep večer še naprej, uspešno predavanja, ki jih imate kar nekaj po Sloveniji, tako da vam želim še veliko tega razširjanja informacij in uspešno delo še naprej. Hvala pa tudi vsem, ki ste spremljali to predavanje, ki bo na posnetku tudi na voljo na našem YouTube kanalu. Lep večer še naprej vam želim in lahko noč. Hvala.